danes je mogla jeti, ker je imela avion, ampak brez skrbi, ker je prišla v studio ena mojih najljubših voditeljic. Spoštovani, z nami je Ana in Edina, Vesna Milek, pozdravljena. Pozdravljen, Robert, hvala za to čudovito vabilo. Vedno se ga razveselim, tega vabila od tebe, moram kar priznati. Pa tako sem se danes zjutraj, ko sem pila kavo na svojem oknu in gledala... Imaš v oknu? V daljave, tudi okno imam, večnih. Pa sem se spraševala, kdaj bo pa Robert Golob napisal kakšno knjigo? Pa ti povem, da sem sredi knjige, ker zdaj s Tinco, ko pripravljam knjigo, ampak gre za knjigo fotografij, z različnih fotovanj. Se reče fotoknjiga. Fotoknjiga. Bo tudi teksti notri, bo pisalo, kje smo se slikala, kje je bila kakšna obletnica mogoče, kakšen praznik Valentinovo in to. Tako da vse dokumentirano lahko bereš, ampak generalno pa je to fotoknjiga, zelo zanimiva zadeva. Bi rekel en tak vpogled v mojo politično filozofijo. Taka avtobiografska knjiga s fotografijami in raznimi teksti, fantastično. Koga si danes povabila v goste? Danes sem pa povabila enega najbolj provokativnih avtorjev današnjega časa. On je tak enfant terrible slovenske pisateljske scene. Potem pa je zraven prišel še Borut, zato ker mi sledi in... Borut Sajovice? Ne, Borut Pahor. On se... Ljudje zaupajo. Pahor. V redu je. Pa sem mu rekla, da naj pride, zakaj pa ne? Naj bosta dva, kaj je samo eden. Se veselim. In to je to, se pravi, za vse, ki berste, je tukaj zdaj rubrika Knjižni klub. Lepo pozdravljeni še enkrat. Jaz sem Vesna Milek in tole je Knjižni klub. Ja, tak zaspan dan je pred nami. In preden se bom popolnoma in do potankosti posvetila svojemu gostu, mi dovolite, da vam preberem en odlomek iz knjige, ki se mi je zdel še poseben in posebej primeren za današnje jutro. Takole gre. Ne potrebujem predigre. Nikoli je nisem. Predigra je odgrevanje in ogrevanje je dolgočasno. Gorim vedno. Najbrž je bilo vroče, ko sta me spočela, ne vem in nikoli ne bom vedela. Moj oče je bil človek vroče krvi. To je edino, kar sem izvedela iz mame v tistih redkih trenutkih bližine, ki niti niso bili tako redki. Dihali sva prek popkovine. Moji strahovi so bili njene migrene in žolčni kamni. Vsi njeni paralizirani, zamrznjeni užitki mojih porodnih krčov. Tisto, kar je strašno, je, da še vedno dihava skupaj. Večno speti prek popkovine iz istega testa. Obnavljava se z istimi celicami in se počasi žereva. Branko, pozdravljen. Živjo. Ta tematika očeta, mame, tradicionalne družine, to je neka tematika, ki je vam blizu, kaj ne da? Seveda mi je blizu, tako kot ste mi vi kot voditeljica, jaz bi vas slovnikov. Se vam usedem še malo bližje. Lahko? Hec, ja. Lejte, oče in mati ali pa mati in oče, ne pa oče in mati ali pa še dodatna mati. Torej vi niste, ali vas lahko samo malo prekine. Branko, vi ne marate to kombinatorike, vi imate radi to črno-belo, ne? Samo in da se večno ponavlja. Vse to razumem, jaz tudi
rada vidim, kako se ponavljajo jutra v Montmartru, ko gledam te oblake. Ne maram prevelikih sprememb. Tako da, ja, oprostite, malo me je odneslo, kot me vidno. Ja, se mene je tudi odnesla to vaše vprašanje, črni in beli kot šahovske figure. Črni in beli, kakšna rdeča in stara komunistična nomenklatura, poznamo Garija Kasparova, Anatolija Karpova, ki sta igrala na črno-belih poljih z črno-belimi figurami in časi, da to tudi nekako v Sloveniji to ostane in tudi sami doživljamo. Branko, potem si jaz, ne vem, če bi postavila ta vaš traktat, bi ga postavila v črno-beli film. A vas to vznemirja, črno-beli film? Črno-beli film. Lahko je črno-bel, samo da ni kakšnega odtenka rdeče že zraven, kar sem pa že prej govoril o rdečih časih. Jaz imam pa rada rdečo, veš. Tukaj se pa nisva preveč našla. Pa dobro, pa greva naprej na ta naslov. Zmaga dobrega. Vodnik za boj proti kulturnemu marksizmu. Ja. Branko, kdo je dober? Lej, dober je, vemo, naša stranka je dobra. Kruh. Naša filozofija stranke je dobra in je vse ostalo, kar ni iz našega gnezda, je priskutno, kvalitetno in še. Ja, či si me zaplezala zdaj so svojo filozofijo. Ja, pa to se mi zdi dobro. Jaz sem skoraj, da bi bil malo zadet, pa nisem. Branko, jaz mislim, da se moraš ti samo prepustiti. Oprostite, Borut, pozdravljen. Ja, malo sem pozabila na te. Mislim... Samo malo počakaj. Z Brankotom sva ravno našla en ta... No problem, ampak... Joie de vivre, ne? Samo opozarjam. Maham, da sem tu. Samo moment. Samo moment. Boste rekli, so what? Nič. Kje so že bila, Branko? Rekel ste, da ste omamljen. Omamljen ste od česa? Ja, omamljen sem od vaše prisotnosti, vaših vprašanj, vaše literature. Ja, priznam. Knjiga? Knjiga, kdo želi, Borut Pahor? Jo bom enkrat... Bivši predsednik? Prebrala. Mogoče... Enkrat si bom vzela čas, mogoče, ko grem v Pariz na letalo. Imate kaj empatije, pa se vi zavedate, da jaz nisem več predsednik države in da mogoče potrebuje malo pozornosti, Borut. Ja. Prosim, počakaj. Tisti, ki čaka, dočaka, drugače pa je to... Samo to? Da si ne boš naredil prevelikega fopaja, kot bi rekli. Branko, pa pojdiva naprej, da ne bova preveč globoko zlezla. Tale črni panter, ne? Tale črni panter, ne vem, popravi me, če ga ne vidim prav, ampak jaz vidim v njem eno tako prispodobo za to živalskost. In kako on grize in teče čez te klene slovenske gozdove, se svojimi kremplji zažre v žrtev. Ko grem čez Litijo, skočim kot črni panter skozi železniško progo in potem še regionalno cesto. Zagrizem v srno. Z ostrimi zobmi, z ostrimi kremplji. Naredim. Ja, in jo požrem. Požrem samo drobovino, ker to v bistvu drobovino samo še rabim, da preživim skozi zimski čas, čeprav vemo, da ni nobenega globalnega segrevanja, ampak je globalno ohlajanje. Kakšen premaren moški. Oprostite, meni da smo pri koncu, ampak vendarle... Dobar dan, se lahko vsaj poslovim ali nekaj? Dobro, potem pa se poslovi samo... Poslovi se dobro, Borut. Hvala, ker ste poslušali ta pogovor, ki ga je konec, what the fuck?